Take the beat to the street. Take the beat to the street. Živjo! V prvi decembrski oddaji Brez panike smo za vas pripravili pogovor z legendarnim hrvaškim pevcem Oliverjem Dragojevićem. V rubriki Mladi upi vam tokrat predstavljamo medregijsko zasedbo Indigo. Preverili pa smo tudi, kako daleč je projekt ustanovitve mladinskega centra v Trebnjem. Kad ću opet doć, da te vidim ja, kad ću opet moć, da te ljubim ja. Te sad vidim što mi znači, Vela Luka moja ti. Vela Luka je ena najbolj znanih skladb priljubljenega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, ki se je rodil prav v tem kraju na otoku Korčula pred 66 leti. Na glasbeni sceni je že 50 leti, skupino Dupini pa je pred kratkim skoraj 3 ure zabaval tudi novomeško občinstvo. Tebe berat, slobodati, ovo svega nima straja, i prkosi svakom boli, i ne veri čas vranja. Publika fenomenalna, pjevaju strašno. Poznao sam 2 zbora, stvarno pjevaju jako dobro. Tako da mi je koncert bio lijep. Ono kad ti je sve ispunjeno. I publika, i zvuk, i pjevači koji su bili gosti, super. Številni albumi, pesmi na vrhu lestvic, mnoge festivalske in diskografske nagrade so plod njegovega dolgoletnega glasbenega ustvarjanja. Na prostoru nekdanje Jugoslavije najbrž ni človeka, ki ne bi poznal njega in njegovega dela. Ena najbolj priljubljenih pesmi pa je gotovo Cesarica, brez katere tudi v Novem mestu enostavno ni šlo. Zlatni konci ljetne zore, došli su u njene dvore, da bi moju ljubav budili. Svitlo neke ljubilice, lipo kao Cesarice, kad ja ne mogu ljubiti. Kljub letom, na račun katerih se na nastopu večkrat pošali, Oliverju energije ne manjka. Nema energije. Ja samo volim pjevati. Na odru so se mu tokrat pridružili pevci mešanega pevskega zbora Revoz in mešanega pevskega zbora Pomlad. Na odru je bilo že super, bolj je bilo prej tiste priprave, a bomo v redu, ne bomo v redu. V bistvu niti nismo toliko dvomali vase, no, ampak še vseeno obstaja tisti kanček dvoma, ampak enkrat, ko smo stopili na oder, je bilo fajn in smo se zabavali, no, je bilo super. Je dejansko profesionalc, z njim enostavno zelo simpel dela. S svojim svojstvenim slogom je prepričal številne oboževalce. Naslednika pa bo, ravno zaradi njegove svojstvenosti, težko najti. Ali to je teško. Ne možete vi nikoga pronaći koji je ko ja. Biće to neki novi.
znači drugačiji, brži, tehnički opremljen, frizura, bit će drugačije, sigurno. Za sada ga nema, osim toga Džiboni radi nešto potpuno drugo, Grašo je isto drugačiji, tako da oni svi imaju svoj svijet. Razmere v svetu glasbe so se, pravi Oliver, precej spremenile. Zato je, oziroma bo mladim, ki si pot v to dogajanje šele utirajo, težje. Imaće malo problema s obzirom da je sve manje vremena. Jer mediji uzmu jednoga i onda koliko im treba koriste i onda ga poslije maknu i dođe novi. Jer ima puno mladih ljudi, novih, dobrih. I onda njima teže jer je malo vremena. A mi smo prije imali puno vremena. Mogli smo pjevati svugdje. Onda bi nas čuli jer nije bilo puno pjevača. In Oliver Dragojevič tudi danes precej nastopa. Zato v prihodnje za svoje oboževalce, za katere si kljub večurnem nastopu vedno vzame čas, pripravlja Pjesme koje ja volim pjevat, dobre koncerte, neke dobre goste i tako. Mislim, uvijek je to vrlo slično, s tim što ja još uvijek volim klavir i volim pjevat i to me drži. December je za glasbenike precej pester, tudi za Oliverja. I ljeto je za glazbenika, ja ljeti ne radim recimo. Ja volim kad nije lipo vrime. Znači kad pada kiša, snijeg, blato, sve, onda ja volim pjevat. Onda je super, ne mogu biti na moru. I kad dođe ljeto, onda ja idem na brodić i lagano lovim ribu sa svojom djecom, suprugom i tako. Ja čuvam osme za te. V trebanjski občini so že dolgo časa dejavna in aktivna številna mladinska društva, ki pa nimajo skupnega prostora. Mladi so se zedinili, da je čas za skupno aktivno delovanje in oživitev mladinskega življenja v občini. Okrogla miza, ki je pred kratkim potekla v Trebnjem, je bila organizirana kot odziv na kolumno Gregorja Kaplana v lokalnem časopisu in je dosegla svoj namen – potrditi potrebo po skupnem centru. Zato, ker zaenkrat nimamo nekega prostora, kjer bi se lahko pogovarjali o tem, kaj delamo, oziroma se pohvalili, oziroma tudi mogoče potožili, vprašali za nasvet, mogoče reševali kakšne probleme skupaj, tako da potrebujemo nek prostor, kjer se bomo lahko družili. Njegov glavni namen bo izobraževanje mladih, tudi v okviru tega bomo, upam, da pridobili kakšno delovno mesto za mlade v občini Trebnje. V bistvu je bila na nek način provokacija. Mladim sem v svoji kolumni nekoč Sex, Drugs and Rock and Roll, danes pa Mladinska trebanjska transverzala plus pametni telefon vrgel v bistvu rokavico. Na to kolumno so se mladi nekako odzvali, imeli smo en sestanek, na katerega je prišlo praktično 14 mladih iz različnih društev. Bil sem v bistvu na nek način presenečen, da obstaja neko mladinsko življenje v občini Trebnje, je nek utrip, so številni dogodki, vendar te dogodki v bistvu grejo mimo ušes, mimo oči javnosti in mogoče je največji problem v tem trenutku, da se mladi bojijo povedati, da so na določenih področjih izredno dobri. Komunikacija med društvi še ni vzpostavljena, zato je to trenutno njihov glavni cilj. Sodelovanje je bolj slabo, no. Nekje v okviru društev še nekako delujejo, ampak javnost pa ne ve o tem, kaj posamezna društva v občini dejansko delajo. Danes smo povabili k sodelovanju predvsem društva, ki delujejo na področju mladinske dejavnosti, tako da teh društev je približno 10. Apatični na nek način, da se zapirajo v določene kroge ljudi. Mislim, da imamo v Trebnjem kar nekaj društev, od društva podeželske mladine, Kjujevce, Kšotovce, potem tukaj so še različna druga društva, ki imajo svoje podmladke, ampak te podmladki in mladinci niso nikakor povezani med seboj. To je tisti največji problem v tem trenutku in jaz upam, da bi se, bi rekel, pod to streho združili in povedali, kaj vse počnejo, ker počnejo veliko stvari, ampak to gre preveč hitro mimo javnosti in to je težava.
Sodelovanje med društvi je bilo na določenih področjih tudi že prej dobro. Novi mladinski center pa bi predstavljal nadgradnjo tega. Definitivno je združitev, definitivno je potrebno povedati, kaj počnejo in pa seveda tudi odprti določene nove programe. Nenazadnje imamo v občini velik problem z nezaposlenostjo in tudi mladinski center je lahko na nek način platforma, recimo ravno za mladinsko zaposlitveno zadrugo, kot eno od možnosti, da se pač iščejo nova delovna mesta tudi znotraj občine Trebnje. Vedno aktualno vprašanje v trebanjski občini se dotika prostorske problematike. Mladinski center naj bi tudi tukaj odigral pomembno vlogo. Poglejte, v občini Trebnje je trenutno kar nekaj prostora. Nazadnje recimo prav tudi za občinsko stavbo je bivša enota vrtca Mojca, ki je sameva in se notri praktično ne dogaja nič. Vsaj 2 bivše igralnice so sedaj praktično prazne, zaprte, prepuščene vlagi, tako da če nič drugega, recimo je to dober prostor, da se mogoče kakšnim mladim bendom da prostor za vajo, da se notri lahko organizirajo določene razstave, nenazadnje tudi prostor za druženje. Na okrogli mizi so se dogovorili, da najprej ustvarijo virtualen mladinski center, v katerega bodo vključena vsa društva in vsi posamezniki, ki delujejo na tem področju ali pa si to želijo. Šele po določenem času pa bodo ustanovili pravi mladinski center. Svež veter na naši glasbeni sceni predstavlja Indigo. Medregijska zasedba 6 glasbenikov, ki prisega na rock pop glasbo in slovenske tekste, avtorske komade in drugačnost. Slednji je namreč naslov njihovega aktualnega singla, ki je že stalnica na radijskih postajah in medmrežju. Indigo smo še vedno relativno svež band, drugače pa skupaj delamo že kakšni 2 leti v tisti čist prvi zasedbi, zdaj se nam je pridružil še 6. član. Drugače pa Mido, ki smo tukaj, domača, lokalca, Anja pa Maj. Imamo pa še 2 kitarista, enega z Primorske, enega z okolice Ljubljane, to sta Daniel pa Matija, pa Marko na bobnih, tudi Dolenc in še Anže Čuček. Začetki skupine segajo v pozabljene zasedbe prejšnjih časov, ki so se počasi spreminjale, učile in oblikovale v Indigo otroka, ki je danes med nami. Prek spleta smo se najdali za tisto prejšnjo skupino in potem iz tiste nekako sem še jaz pa Bobna razstala in se je preoblikovalo v to neka tranzicija in potem, ko smo prekrstili band z novim imenom, se pa to začne nek nov projekt delati. Za vsako stvar je težko reči, da si jo točno začel delati, nekaj prej so že ideje bile pa vse. Zdaj pa pač delamo skupaj. Za zadnji singl Drugačna so že posneli videospot. To je naš drugi spot, prvi je, se še spomniš. Drugi je pa nastal pod taktirko Maja Valerija. Je bil kamerman, mislim, skupaj smo nekako scenarij naredili za komad Drugačna, ki se tudi pridno vrti po radijskih postajah. Se pa spot dogaja na različnih lokacijah naše lepe prestolnice. Nismo šli daleč, mi zdi, da imamo tukaj veliko lepih krajev za pokazati, tako da lahko vidite center Novega mesta, Kejtejo drevored, na Loki smo se s čolnom po Loki vozili, pa tudi v Šmarješke Toplice smo šli malo v Klevevš, tako da je za pogledati. Kakšna pa je sama zgodba pesmi? Vsa glasba na splošno govori o ljubezni, pol je pa zdaj odvisno od tega, koliko se zamaskira vse skupaj. Ne, taka življenjska je, bi rekel. Zdaj pa čisto razlagati besedilo in skladbo je malo kruto, tako je vsak doživlja na malo svoj način in to je tudi ta čar glasbe, ki ga hočemo izkoriščati in pustiti ljudem, da dodajo tisto razlago sami. Po vodilnem singlu so fantje in dekle izdali tudi istoimenski prvenec. Začeti smo ga snemali novembra lani, smo začeli sodelovati s producentom Petrom Penkom, ki je sodeloval tudi recimo s Siddharto ali pa z Laibach. Končali smo ga pa, ne vem, kakšen mesec nazaj, da je bilo vse tudi to. Kaj še? Ja, pač to je bila prva plata za vse nas, mislim, so bili že neki demo posnetki pa razne sodelovanja, recimo za single pa tako, ampak je plata res en tak poseben projekt, ne more vsa skupina se odreči od pač moraš vložiti res eno konkretno energijo, pa se usesti v studio konkretno in resno zagrabiti stvar. Kar pa je za mlad band izjemnega pomena, so Indigo za svoje prve glasbene korake dobili vzpodbudne besede. Imamo 11 avtorskih skladb,
Sicer jih imamo že 21, ne, tako da bomo malo snemali novo, ko bo denar. Ne, ampak ja, super. Nam se zdi fajn, no, pa so tudi odzivi ljudi zelo, zelo. Avtorski komadi v maternem jeziku danes še zdaleč niso nekaj tako vsakdanjega, kot je to v glasbi veljalo nekoč. Zdi se mi, da je tako elegantno pet v tujem jeziku, ne, ker sploh angleščina se mi zdi, da je res, mislim, po svoje spevan jezik, lahko je pa tudi res to izgovor, zaradi tega, ker v slovenščini moraš biti toliko bolj previden, ker nam je vseeno to dosti bolj domač jezik večini tukaj, ne. Ne vem, nekako smo se že na začetku strinjali, da se nam zdi, da je prav, da se teksti pišejo v slovenščini. Mislim, da ima tudi glasba en drugačen učinek na naše poslušalce, če je taka domača. Tudi njihovi kratkoročni cilji so taki, ki so skupni večini bendov, ki iščejo dokončen preboj v slovensko glasbeno orbito. Planiramo turnejo po Sloveniji, po kakšnih klubih, za promocijo CD-ja, za promocijo samega benda, ne. Potem, da bi sodelovali s čim več glasbeniki, da bi snemali avtorsko glasbo še naprej. Tako no, da se imamo fajn, no. Mislim, če ne uživaš v tem, po mojem, brez veze, da si v tem. Pač, da bomo napredovali, ne, vsak zase in kot celota in delali naprej, če dalje boljšo glasbo, da se bo skrajšala ta pot od naših misli do inštrumentov in publike, da bomo res lahko predajali to, kar imamo za povedati. Imamo pa še kar nekaj za povedati, ko bo prišlo. Tudi tokrat pa nismo pozabili na mero dobre glasbe. V rubriki Top Spot vam predstavljamo videospot za pesem Kisik. Jernej Zoran je pesem posnel skupaj s pevko Laro Poreber. Pesem Bilo koji broj zadnje plošče Svijet glamura pa je ustvarila hrvaška zasedba Hladno pivo.
Svakog radnog dana, svake subote radne, ja kuc, znaš tok, samo da kažem Bog, da vas pitam, sve si glede kredita, kuc, znaš tok, samo da kažem Bog. Kaže 2 + 2, nažalost nisu 5, čudim se što veže kosu rep. Priča mi o rati nemoguće kredita, ja ju slabo pratim, ne znam što da pitam, a pitao bi je pitao bilo što, da budemo još malo zajedno, zajedno. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. Biću jedan, ali vrijedan, biću 2 listom. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. Svakog radnog dana, svake subote radne, ja kuc, znaš tok, samo da kažem Bog, da vas pitam, sve si glede kredita, kuc, znaš tok, samo da kažem, a pitao bi je pitao bilo što, da budemo još malo zajedno, zajedno. Sposoban za nov stan bosoban. Nisam kreditno sposoban za nov stan bosoban. Al biću jedan, ali vrijedan, biću 2 listom. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. Biću jedan, ali vrijedan, biću 2 listom. Biću bilo koji broj, samo da sam tvoj. 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 To je bilo za danes vse. Se vidimo ponovno čez 14 dni, ko med drugim za vas pripravljamo pogovor z Nejšo. Naj bo veseli december, zares vesel, pa brez panike.